Saudova Arabija je sporočila, da je prestregla 3 drone, ki so vstopili na njeno ozemlje iz iraškega zračnega prostora, kar je zadnji znak, da so zalivske države še vedno ranljive za napade iransko podprtih posredniških skupin. Tiskovni predstavnik Savdskega ministrstva za obrambo je dejal, da bo kraljevina sprejela potrebne operativne ukrepe proti vsakemu poskusu kršitve njene suverenosti in zaščitila civiliste na savdskem ozemlju. No, incident se je zgodil le dan po poročenem napadu z dronom v bližini jedrske elektrarne Barakah v Abu Dhabiju, kar odpira vprašanja, ali milice v Iraku preizkušajo nove poti in kaj to pomeni za krhko prekinitev ognja v regiji. Z nami je, da bi o tem govoril dr. Kenneth M. Pollock, podpredsednik za politiko na Middle East Institute. Dr. Pollock, iranski zunanji minister Abbas Arači, je po tem incidentu nedavno opravil telefonski pogovor s svojim savdskim kolegom. Ali gre pri tem za poskus Teherana, da pomiri Saudsko Arabijo in pokaže, da ne želi zaostrovanja? Ali pa se morda poskuša distancirati od dejavnosti svojih posredniških skupin, nad katerimi morda nima popolnega nadzora? Najprej, Nicole, hvala, da ste me povabili v oddajo. Prosim, prenesite tudi lepe pozdrave mojemu staremu prijatelju, veleposlaniku Rehafu. Glede tega vprašanja mislim, da moramo priznati, da so potekala zakulisna pogajanja med Iranci in različnimi zalivskimi državami že od samega začetka. Pravzaprav še preden se je vojna sploh začela. Kar se tiče dogajanja v teh zakulisnih kanalih, je vedno težko natančno vedeti, kaj se dogaja. Ampak mislim, da nas mora zelo skrbeti prav to. Iranci so vsem zalivskim državam dosledno sporočali, da imajo zdaj nove zmogljivosti, ki so jih tudi demonstrirali. Te lahko povzročijo najrazličnejšo škodo Saudicem, Emiracem in vsem različnim zalivskim državam. In ne glede na to, kaj se zgodi v formalnih pogajanjih z Združenimi državami, me skrbi, da potekajo neformalne razprave z zalivskimi državami, pri čemer Iranci poskušajo izsiljevati zalivske države. Tudi ko se bo ta vojna končala, bodo od zalivskih držav zahtevali izsiljena plačila, v smislu, če želite, da prenehamo pošiljati drone in balistične rakete na vas, pričakujemo, da nam boste redno plačevali. To je način delovanja Irana. To je izsiljevalska država in ker ima revolucionarna garda popoln nadzor, domnevam, da je to pomemben del teh pogovorov. In to je moje ugibanje, zakaj prihaja do teh napadov z droni. Iranci preprosto opominjajo Saudice in druge zalivske države, da jim lahko to storijo kadarkoli želijo. Ali obstajajo kakšni znaki, da bi zalivske države lahko podlegle temu izsiljevanju? Združeni Arabski Emirati so bili zelo glasni v nasprotovanju Iranu. Torej, tudi če Iranci poskušajo izsiljevati nekatere od teh zalivskih držav, bi lahko padle v past. To je vsekakor mogoče, Nicole, in po mojem mnenju bi bil to eden najslabših izidov te vojne. To je eden od razlogov, zakaj so zalivske države tako odločne pri prizadevanjih, da bi Trumpova administracija dosegla dober izid te vojne, takšen, v katerem bi bil Iran v celoti poražen. Kajti resnica je, da se zavedajo, da bodo morali živeti z Iranci tudi po koncu te vojne. Želijo si zagotoviti, da ne bodo izpostavljeni takšnemu izsiljevanju strani Irancev. In zavedajo se, da bo njihova sposobnost za to na koncu zelo omejena. Na koncu je od predsednika Trumpa in Združenih držav odvisno, da zagotovijo dober konec vojne. Kot sem rekel, jih je zelo strah, da bodo, če predsednik popusti Irancem, prisiljeni plačati. No, medtem ima Irak novega premierja, Alija Al-Zaidija, in pravi, da želi orožje pod nadzorom države. Ampak poglejmo ta nedavni incident z dronom. Je to zgodnji preizkus, ali lahko Bagdad dejansko ukroti milice, ki jih podpira Iran, ali pa znak, da iranski vpliv v Iraku sploh ne slabi? Torej, najprej, mislim, da ne bi smeli domnevati, da iranski vpliv v Iraku slabi. Zato ni prav nobenih znakov. Na koncu je vlada, ki je bila oblikovana v Bagdadu, v bistvu osnovana na tistem, kar v angleščini imenujemo koordinacijski okvir. Imajo zelo tesne vezi z Iranci. Ni nobenih znakov, da bi se to kakorkoli zmanjšalo. Ali Al-Zaidi je poslovnež, nima političnega ozadja. Zelo nejasno je, kaj mu bo uspelo narediti glede prestrukturiranja iraške države in privedbe milic Hašd al-Šabi, še posebej tistih, ki jih podpira Iran, popolnoma pod svoj nadzor. Kar zadeva to, ali je bil ta napad z dronom povezan s tem, je nemogoče zagotovo reči, vendar tega vsekakor ne bi izključil.
Najprej ne vemo, ali so droni prišli iz Iraka ali iz Irana in so preprosto preleteli Irak. Oboje je mogoče. Če so bili poslani iz Iraka, ne vemo točno zakaj. Očitno so se čez vikend pojavila poročila o skrivnih izraelskih bazah v iraški puščavi. To bi lahko bila ena ali več iraških skupin, ki iščejo maščevanje za kaj takega. Ampak ja, mislim, da je na koncu ena od sporočil, ki se jasno prenaša, to, da ima Iran še vedno ogromen vpliv v Iraku. Iran lahko uporabi Irak za udarce proti zalivskim državam in zalivske države tega ne smejo pozabiti. Ken, če se ta vojna znova začne, kakšno priporočilo bi dali zalivskim državam, da bi poslale močnejše sporočilo Iranu, da ne smejo podleči tem ustrahovalnim taktikam? Mislim, da imate popolnoma prav. Najprej in predvsem morajo trdno stati ob strani Združenim državam, če se bodo bojne operacije znova začele. Vendar pa menim tudi, da je ponovno povsem nujno, da zalivske države jasno povedo Trumpovi administraciji, kaj bi po njihovem mnenju bilo sprejemljivo v teh pogajanjih in v končni rešitvi tega konflikta. Veste, ta vojna ni samo med Združenimi državami in Iranom. Gre tudi za Izrael in Iran. Gre za zalivske države in Iran. Gre za vsako državo, ki uporablja hormuško ožino, pa naj gre za izvoz nafte in drugih oblik energije ali za uvoz drugega blaga. Vsak ima v tem svoj interes. In na koncu mora sedeti za tisto mizo Združene države, ne samo kot Združene države, ampak kot voditelj svetovne skupnosti. Rešitev mora biti taka, da ustreza vsem nam in ne pusti iranskemu režimu nobene možnosti, da bi izsiljeval kateregakoli člana mednarodne skupnosti. Ken Polak, lepo, da ste bili danes z nami na i24 News English. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili. Najlepša hvala, da ste me povabili, Nikol. Pogovor bomo nadaljevali tukaj v studiu, še vedno z ambasadorjem Markom Ridevom. Mark, kot so se pogovarjala prej, preden smo imeli tehnične težave, kaj pomeni, če se vojna ponovno začne in kako Iran trenutno čuti ta pritisk? Vsa poročila navajajo, da se Združene države Amerike, Izrael in zalivske države pripravljajo na ponovno vojno. Kaj bi bilo na tej točki potrebno za nekakšen diplomatski preboj? Torej, žoga je očitno na iranski strani. Mislim, da je Donald Trump zelo jasno povedal, kaj potrebuje, da to konča. Potrebuje resen napredek Irancev glede jedrskega vprašanja. In položil karte na mizo. Rekel je, da mora biti jedrski material, kot temu pravi, to je že obstoječi obogateni uran na 60%, odstranjen iz Irana. In njihova sposobnost za nadaljne bogatenje urana mora biti razgrajena. Mislim, da je zelo jasno, kaj je treba storiti. Do zdaj Iran s tem ni soglašal. Zdaj grožnja s silo, grožnja z vrnitvijo k vojaškemu konfliktu zagotovo skrbi Irance. Medtem pa še preden je bila ta odločitev sprejeta, dejstvo, da so Američani uvedli to blokado izvoza iranske nafte, Iranci trpijo. In mislim, da jih ima Trump v šahu. Tudi brez grožnje s silo jih lahko preprosto izčrpa in uporabi ameriški gospodarski pritisk, da oslabi njihovo družbo, njihovo gospodarstvo, njihovo sposobnost plačevanja lastnih vojakov, njihovo sposobnost preživetja kot država. Torej je jasno, da so Iranci pod pritiskom in mislim, da sem danes videl znak tega pritiska, ko sem v eni izmed tiskovnih agencij videl poročilo, da je visok iranski uradnik dejal, da Američani kažejo prilagodljivost. Z drugimi besedami pripravlja teren za morebiten iranski kompromis. Zdaj pa nočem, da bi bili naši gledalci preveč optimistični, da se bo to nekako zelo hitro končalo. Ampak nimam nobenega dvoma, da je smer, v katero gre vse skupaj, zelo pozitivna. In na koncu bo Iran na takšen ali drugačen način pristal na to, kar Združene države zahtevajo glede jedrskega vprašanja. No, tudi to, ko govorite o izjavah, ki prihajajo iz Irana, smo danes slišali, da ustvarjajo novo telo za upravljanje hormuške ožine. V bistvu Teheran poskuša formalizirati nadzor nad to mednarodno vodno potjo. Torej, ko gre za sporočila, ki jih pošiljajo celo lastnim Irancem, ko poskušajo formalizirati nadzor nad to mednarodno vodno potjo, na kaj moramo biti pozorni v prihodnje? Ko gre za pogajanja tam in grožnje, ki jih Iran lahko še naprej naslavlja na katerokoli ladjo, ki pluje skozi to območje. To je seveda nekaj, kar je nesprejemljivo in ne bo sprejemljivo ne samo za Irance, ampak tudi za Združene države, za arabske države, ki mejijo na Perzijski zaliv.
Da bi Iran enostransko rekel, da je to naša vodna pot. Mislim, pomislite na posledice. Pomislite na to. Pomislite na katerokoli državo, ki je blizu mednarodne vodne poti in bi jo nenadoma zaprla. To bi spremenilo mednarodno pravo. Pomislite, kaj bi lahko naredili Turki. Pomislite, kaj bi lahko naredili Panamci. Pomislite, kaj bi lahko naredili Indonezijci. Ko enkrat odprete to Pandorino skrinjico, imate resničen mednarodni problem. In zato se nihče ne more strinjati s to enostransko iransko zahtevo. Jasno je, da je to le njihov način, kako poskušajo pritisniti na vse ostale. Moramo ostati osredotočeni na bistvo, in to je, da iranski jedrski dosje dokončno rešimo.